Gospod Šehić, lahko predstavite vašo družbo ZEOS? Družba ZEOS, kot že sama kratica pove, je zbiranje električnega odpada v Sloveniji. Torej, ustanovljena je bila izključno s tem namenom, za strani uvoznikov in pa proizvajalcev električne elektronske opreme, Bosch, Electrolux, Gorenje, Philips, potem tudi na področju IT in pa razsvetljave. In namen je izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev podaljšane odgovornosti. Od leta 2003 dalje so proizvajalci odgovorni za operativno izvedbo zbiranja in ravnanja z njihovimi odpadki in pa tudi financiranje tega procesa. In družba je potem od leta 2006 operativna v procesu zbiranja, to pomeni, da skupaj s podizvajalci zbira preko komunalnih podjetij, preko trgovskih centrov, preko lastnih oziroma pogodbenih zbiralnic in pa seveda neposredni odvozi od podjetij, inštitucij, šol. In pa skrbi seveda družba za obdelavo teh odpadkov tako v Sloveniji kot v tujini. Tisti del, ki je možno obdelati v Sloveniji, se obdela tukaj, kar tehnološko ni možno, se vozi oziroma obdeluje v tujini, največ v Italiji, Avstriji, Nemčiji. Kje vse ste že prepoznavni? Prepoznavnost je seveda v Sloveniji najvišja, predvsem med tistimi, ki se profesionalno ukvarjajo z ravnanjem z odpadki. Prepoznavni smo tudi v državah bivše Jugoslavije, kajti tudi tam imamo hčerinska podjetja in nekako prenašamo to filozofijo ravnanja z odpadki. Hkrati pa seveda sodelujemo v evropskih projektih preko evropskih združenj, ki so sofinancirana s strani Evropske unije. Ste zadovoljni, da se je kar 6 občin na Gorenjskem odločilo tudi, da sodeluje v tem projektu? Vsekakor, Gorenjska je od samega začetka za nas pomemben partner in količine teh odpadkov oziroma tudi odnos, osveščenost občanov in pa stopnja ločevanja je tu vedno na prvih mestih. Kot je že direktor komunale Radovljica povedal, da so v preteklem letu dobili nagrado kot podjetje, ki je zbralo največ ločeno zbrane električne elektronske opreme. To pomeni, da je nekako bil čas oziroma je samoumevno, da z približanjem infrastrukture občanom na eko-otokih dejansko to učinkovitost še izboljšamo. In koliko vi zberete na leto? Letno družba zbere okoli 10.000 ton teh odpadkov. Na dan imamo od 35 do 40 prevzemov teh odpadkov po Sloveniji. Na število prebivalcev to pomeni 5 kg na prebivalce, kar nas nekako uvršča na sredino lestvice ali pa v zgornjo polovico lestvice Evropske unije. Zberemo preko 50% odpadkov, ki se plasirajo na tržišče. Cilj je leta 2020 po evropskih normah zbrati 65%, to pomeni, da je potrebno vlagati v osveščenost in pa v infrastrukturo ločenega zbiranja. Se odpadki povečujejo ali zmanjšujejo? Tovrstni odpadki, električna elektronska oprema se povečuje. Dejstvo je, da na tržišče vsak dan prihajajo novi izdelki z novo funkcionalnostjo, novim dizajnom in so seveda mamljivi za potrošnike in žal tudi končajo prenekateri med odpadki, namesto da bi se ponovno uporabili, vendar ocena je, da bo v naslednjih obdobjih, v naslednjih 10 letih, da bo dejansko količina teh odpadkov podvojena.